Dragi udeleženci konference Slovenski možgani krožijo prek meja. Dober dan, good afternoon. Pravzaprav v tem času, ko vam predstavljam delo Ameriško-slovenske izobraževalne fundacije, sem že v Silikonski dolini. Sem pa prav vesel, da se vaša konferenca odvija v Mariboru. To je bilo mesto, v katero sem se najprej naselil in preselil iz Silicijeve doline, kjer sem kar nekaj let delal kot predavatelj in posebni asistent rektorja Univerze Santa Clara. Te dni sem pa v Kaliforniji ravno zaradi tega, ker kot fundacija praznujemo svoj gala večer, in sicer tretji v nedeljo zvečer, 28. februarja. Na tem večeru bomo predstavili najboljše dosežke iz preteklega leta, podelili bomo posebno življenjsko nagrado astronavtu dr. Šegi, potem pa bomo tudi zbirali sredstva za naše programe. Torej, o čem govorim? Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija stremi k temu, da bi združila ameriško in slovensko izobraževanje in razne dejavnosti, ki se odvijajo tako v ZDA in v Sloveniji, in da bi se most med tema državama še bolj povečal. Načrtujemo tudi vključiti države, kot so Kanada, Argentina in druge, tako da bo to resnično ameriško-slovenska izobraževalna fundacija. Izobraževanje na tej fundaciji poteka v tem smislu, da pripeljemo skupaj najbolj talentirane ljudi, ki želijo pridobiti dodatno izobraževanje ali v Sloveniji ali v ZDA, in želi, da izobrazimo bodoče vzgojitelje in voditelje in ljudi, ki so močni po značaju, da bodo, tako kot smo nekoč mi, tudi oni skupnosti lahko prinesli nazaj to, kar so prejeli. Fundacija, o kateri govorim, ASEF, American Slovenian Education Foundation, je mlada fundacija. Začeli smo leta 2014. Nekaj časa pred tem sva se z dr. Juretom Leskovcem, dobrim prijateljem, srečala na kavi v Washingtonu na DuPont Circle in sva razmišljala prav o tem, kako bi sama, ko sva prejela tako dobro izobrazbo v Sloveniji in v tujini, to ponudila tudi mlajšim generacijam. In takrat se je porodila zamisel o fundaciji, ki bi s pomočjo zbiranja sredstev potem pomagala študentom in raziskovalcem, da bi nekaj podobnega dosegli v svojem življenju. Hkrati pa bi še povezali skupnost slovenskih Američanov v ZDA, pa potem skupnosti med Slovenijo in med ZDA. In tukaj gre tako za znanstveno skupnost, kakor za strokovno skupnost in poslovno skupnost. V tem času se nam je pridružilo kar nekaj ljudi v vodstvenih vrstah. Z dr. Leskovcem oziroma z Juretom, kajti dobra prijatelja sva povabila k sodelovanju nekaj častnih konzulov. Tako je predsednik fundacije častni konzul za Kalifornijo Tom Brandi, ki je eden najuspešnejših odvetnikov v Kaliforniji. Potem še častni konzul za Illinois, ki je John Widmar, politolog, deluje na eni izmed velikih organizacij za zbiranje in preučevanje statističnih podatkov. Potem pa seveda veleposlanik Republike Slovenije za ZDA Božo Cerar. Imeli smo čast, da se nam je pridružil bivši veleposlanik za Republiko Slovenijo iz ZDA Johnny Young. Prav tako je na strokovnem odboru nekdanji ambasador Joseph Musumeli, pa potem nekaj senatorjev, politikov, uglednih poslovnežev, in to smo kar ponosni. Tudi nekaj športnikov imamo, kot na primer olimpika Sara Isakovič, nekaj odličnih pravnikov, predavateljev od Harvarda, Los Angelesa, Washingtona in tako naprej. V Ameriško-slovensko izobraževalni fundaciji pripravljamo razne dogodke. Tukaj na prvem slajdu vidite nekaj udeležencev z lanske gala, na njej je ambasador Cerar, poleg moje malenkosti potem je še nekaj vplivnih Slovencev iz San Francisca, fotografov, zdravnikov in drugih. Potem na naslednjem slajdu vidite glasbenike, obiskal nas je Slowwind, z njihovo pomočjo smo organizirali koncert na Univerzi Stanford, na Univerzi Santa Clara, potem pa tudi na prvem gala večeru so prišli zaigrati in zelo popestriti večer.
No, na tem tretjem slajdu gospoda v sredini najbrž poznate. Predsednik republike nas je sprejel na Bledu, kajti želel se je seznaniti z našim delom in potem tudi ponudil pokroviteljstvo častno naši fundaciji. Na sliki pa vidite še potem soustanovitelja Jureta Leskovca, kakor tudi Marka Vlasika, enega izmed največjih pravnikov v svetovnem merilu, kar se tiče diplomatskega prava in zaščite raznih umetnin po svetu. No, potem je še en slajd, tukaj vidite kosilo, na katerega smo v Sloveniji skupaj z enimi največjih inovatorjev ZDA povabili slovenske poslovneže, politike in druge, zaradi tega, da bi se pretok informacij, znanja in pa podjetnosti še bolj prenesel med obema kontinentoma in potem je sledilo še izredno uspešno predavanje na Pravni fakulteti v Ljubljani. No, na naslednjem slajdu pa vidite sodelovanje nekaterih članov naše fundacije na sprejemu pri predsedniku leta 2014, meseca decembra. Lansko leto v decembru smo se pa spet zbrali pri predsedniku in smo poročali o naših dejavnostih. Hkrati smo pa predstavili preko tega dogodka tudi širši slovenski javnosti težave, ki nastopajo pri vstopu slovenskih znanstvenikov v slovenski prostor, ki se vračajo in obratno. In zdaj želimo te ovire na nek način premostiti in pomagati ostalim, da tudi to premostijo. Ker smo v preteklih letih zbrali nekaj sredstev, nam to omogoča izvajati dejavnosti v tem času, vendar ste vsi vi kot vaši prijatelji in sodelavci povabljeni, da sodelujete. Kako nam lahko pomagate? Eden od načinov je tako, da skupaj ustvarjamo mrežo, da povezujemo študente, raziskovalce, znanstvenike v Sloveniji in v ZDA in med Slovenijo in med ZDA, zato da se še bolj povežemo in skupaj delujemo na raznih raziskovalnih in izobraževalnih projektih. Če kdo od vas pozna koga v ZDA, s katerim bi rad sodeloval, je tudi ta informacija dobrodošla, morda celo skupaj odpremo še kakšno pisarno po raznih krajih v Ameriki. Trenutno imamo eno v Washingtonu za vzhodno obalo in potem pa glavno pisarno v San Franciscu. Potem želimo razne stike z univerzami, tako da potem študenti, ki prihajajo iz Slovenije v ZDA, lahko na teh univerzah opravljajo raziskovalno delo, kakor tudi želimo, da bi študente iz ZDA, še posebej tiste slovenskih korenin, pripeljali na slovenske univerze. Tako da, če na primer na univerzi v Mariboru ali pa na drugih inštitucijah v Mariboru možnost, da profesori sprejmejo študente, na primer doktorske ali dodiplomske ali celo že raziskovalce v času študija ali potem, bi bilo to sila dobrodošlo. In potem lahko preko fundacije vidimo, kako konkretno izvesti sodelovanje. Za letošnje poletje smo pravkar odprli razpis, na katerega se študentje lahko prijavite. Kar nekaj univerz pri tem sodeluje, naj omenim Harvard, UC Berkeley, se pravi University of California, Berkeley, UC San Francisco, Stanford, Santa Clara, Princeton, kar nekaj se jih je odprlo, nekaj se jih še odpira in na vsaki od teh univerz iz raznih področjih, ponekod je to računalništvo, medicina, politologija in še nekaj drugih, bo možno prejeti štipendijo. To pomeni, da za 10 tednov pridete v ZDA, se pridružite eni najboljših ekip za raziskovanje na svetu in potem nekaj tega svojega dela lahko celo objavite in potem to znanje prinesete nazaj v Slovenijo in ga tu še oplemenitite. Tisti, ki so zelo pomembni, kajti koristili bodo študentom še naprej za razna priporočilna pisma, za življenjepis, pa potem tudi za ustvarjanje znanstvene mreže v Sloveniji, v ZDA, pa tudi preko tega toplo priporočamo. Če kdo od vas želi privabiti k sodelovanju kakšno slovensko podjetje, ki bi želelo poslati na izobraževanje ljudi v ZDA, na primer tudi v kakšno firmo, v podjetje, ali pa podjetje, ki bi želelo sprejeti določene študente iz ZDA, ki bi delali kot interni na neke vrste način kot pripravniki, je tudi to dobrodošlo. Zelo veseli bomo teh informacij in na tem slajdu boste videli tudi
internetni naslov, pa potem tudi elektronsko pošto in naslov, kako do nje priti. Tako da se priporočamo za pisma, za ideje, za nasvete, za pomoč, pa pridite nas kdaj tudi obiskati v San Francisco. Za na konec pa še povabilo za tiste od vas, ki boste slučajno potovali v Kalifornijo tale konec tedna, vas povabim na gala večerjo, ki bo v nedeljo zvečer v enem izmed najimenitnejših hotelov v San Franciscu. Slučajno se tam zberemo, ker je glavni direktor hotela Slovenec. To je na Union Square. Tam bo lepa večerja, krasna glasba, super program. Zbirali bomo tudi sredstva, seveda. Upam, da bomo tudi letos uspešni, saj s tem potem pomagamo študentom, mi sami pa mimogrede delamo prostovoljno. Na koncu pa za vse udeležence pripravljamo še na presenečenje, to vam zdaj že povem, vam naprej, ni pa še ne, da bodo na koncu dobili eno takšno črno škatlico, na kateri je zlatimi črkami opisan grb in pa naslov ASEF, American Slovenian Education Foundation, potem pa še mesto San Francisco in pa datum, in v njem pa se skriva en takšen majhen, sladek slovenski zaklad. Pa okolikor vam ne uspe priti v San Francisco, jaz se po gali kmalu vrnem v Slovenijo, pa če nas kontaktirate, morda še nekaj od teh presenečenj tudi ostane tukaj. Veseli bomo vašega zanimanja, vaših mailov in pa tudi prijav na razpis. Tekmovanje bo zahtevno, bo ostro, ampak verjamemo, da tisti, ki res želijo priti in imajo za to sposobnost in željo, bodo prišli. Srečno! Bye!